Z letošnjim prevodom nemških smernic za trajnostno gradnjo postavlja Slovenija nova izhodišča za prihodne investicije v javne stavbe. Z namenom prenosa znanj in dobrih praks na področju trajnostne gradnje kot priložnosti za ponovni zagon gradbeništva je na Brdu pri Kranju potekala prva konferenca trajnostne gradnje. Organizator Slovensko združenje za trajnostno gradnjo, član Svetovnega združenja za trajnostno gradnjo, je dogodek pripravil v sodelovanju z Inženirsko zbornico Slovenije. Pod naslovom Mislimo na jutri je konferenca družila preko 250 obiskovalcev, razstavljalcev, podpornikov in novinarjev. Zaradi kakovostnega programa in aktualnih tematik pa dosegla tudi velik odmev v strokovni in širši javnosti. Kar se pa tiče same trajnostne gradnje pri nas, zametki so zagotovo tu, znanje je tu, gre se pa, da nekako še nismo pripravljeni na ta celovit pristop in ta celovit pogled, vseživljenjski pogled. Velikokrat prepogosto še vedno vrednotimo stavbe po investicijski vrednosti, skratka po tistem prvem vložku v stavbe, in velikokrat investitor ni pripravljen investirati pa mogoče kak odstotek več, da bi na koncu dobil stavbo, ki bi mu dajala bistveno nižje obratovalne stroške, predvsem pa nudila uporabniku bistveno višjo kvaliteto bodi si bivanja, bodi si dela v tem prostoru. Vsi se morajo zavedati, da če se želi stavba narediti kvalitetna in da bo ta stavba prijetna za bivanje ljudi in da ne bo obremenjevala okolja in tako naprej, potem je treba stopati skupaj že praktično na začetku in z nekim jasnim ciljem, in tem ciljem moramo vsi slediti. Tako da jaz mislim, da kot organizatorje nam je uspelo zbrati neko kritično maso ljudi. Uspelo nam je tudi ljudem povedati oziroma pokazati, kakšni so lahko primeri, pa mogoče ne samo primeri, vzbuditi razmišljanje. Mislim, da so to koraki, ki počasi pač peljajo to kolese naprej in ki generirajo aktivnosti tudi v bodoče. Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Mitja Bervar je v svojem nagovoru med drugim opozoril na problem javnih natečajev, pri katerih ostaja cena najpomembnejše merilo, slednje pa onemogoča trajnostno gradnjo. Država mora postati odgovoren naročnik in zato sprejeti nekatere spremembe, ki so nujne za višjo kakovost gradnje. Razpolagamo z znanjem, razpolagamo s sodobnimi materiali in poznamo številne tehnološke rešitve. Okoljski, ekonomski, družbeni vidiki so tisti, ki nas v 21. stoletju v bistvu usmerjajo v trajnostne rešitve. Kakšni so izzivi in rešitve z vidika načrtovanja bivalnega in urbanega prostora, kako lahko politika vpliva na spoštovanje trajnostnih načel, v kakšnem okolju bomo živeli jutri, so bila vprašanja, na katera so odgovarjali tako domači kot tuji mednarodno priznani predavatelji. Nemški arhitekt Martin Haas je opozoril, da mora družba postaviti nov sistem vrednot, ki bo zahteval nove radikalne gospodarske vzorce. First, I think sustainability as a trend is a trend to a better life. It is not only a trend to solve our energy issues and climatic problems. I think it is an answer on the constant search of humanity for how can we treat ourselves better, how can we live longer healthy. And therefore I see the trend in all the buildings which provide this extra value to people. Mestna arhitektka Tina Sabi je izpostavila Kopenhagen, zeleno prestolnico Evrope, ki svojo celostno trajnostno ureditvijo velja za najprijaznejšo evropsko prestolnico. Načrtovanje urbanega prostora poteka v skladu s smernicami trajnostnega razvoja, v središče pa postavlja človeka. Arhitektka Renate Hammer je predstavila eksperimentalno solarno hišo, ki upošteva vse normative in spoznanja o vplivu sončne svetlobe na človeško fiziologijo in počutje. Nizozemska raziskovalka Andrea Čegut, ki preučuje finančni vpliv inovacij v nepremičninah, pa opozarja, da ima nepremičninski sektor pomembno vlogo pri zmanjševanju porabe energije v mestih po vsem svetu. And putting these all together, we can really see that we're trying to actually transform the building to be more efficient, more innovative, more productive for the long run. This is an uncomfortable process, perhaps, in the immediate term. So I think the most important thing that it means to me and what's really important to me, that it's a process, it's an innovative process that has economic as well as policy outcomes. Nov sistem ozelenitve streh je na dogodku predstavil njegov partner, podjetje Knauf Insulation.
Energetska učinkovitost, ki poleg ekonomskih, okoljskih in socioloških dejavnikov determinira trajnostno gradnjo, je eno ključnih področij, na katerem podjetje ponuja najrazličnejše izolacijske rešitve. Mednje spada tudi aktualna novost, inovativen sistem zelenih streh, imenovan Urbanscape, ker sistem vsebuje substrat za vpijanje vlage, pomeni boljše pogoje za rast seduma, hitrejše delo in boljše odvodnjavanje. Vsak izdelek ima svoje uporabnike. Vedno je pa potrebno nekako najti nek kompromis med tem, kaj nekdo zagotavlja. Benefite koristi proti samemu strošku. Recimo, če pogledamo naš primer, samo podjetje Knauf Insulation je zelo trajnostno usmerjeno, imamo, rečemo temu, nov nabor izdelkov, ki so izdelani z 80% recikliranih materialov, se pravi reciklirnega stekla, in pa tudi veziva so uporabljena na osnovi obnovljivih virov. Se pravi, na nek način lahko rečemo, da mi kot tradicionalni proizvajalci izolacijskih materialov smo se na nek način prilagodili in na ta način tudi mislim, da uspešno konkuriramo alternativnim, naravnim ali pa lahko tudi rečemo v določenih primerov tudi kvazi naravnim materialom. Med aktualnimi razpravami so udeleženci dogodka opozorili tudi na problem menjave vlad in posledično njihovega odnosa do trajnostnega gradbeništva. Prepričani so, da v Sloveniji znanja o trajnostni gradnji ne primanjkuje, potrebno pa je široko izobraževanje, konstantna strategija in povezovanje kriterijev. Milenko Ziherl iz Eko sklada je izpostavil visoke potrebe trga po subvencijah, ki bi morale biti vsaj 3-krat višje od trenutnih. Darko Belk iz podjetja Knauf Insulation pa je opozoril na zakonske težave pri financiranju prenov večstanovanjskih stavb. Poudaril je potrebo po aktivnem vpeljevanju energetskih izkaznic, ki bi lastnikom zagotavljale več informacij o stavbi. Danes so rente na vsak način v objektu, ki je klase A, ko bomo enkrat imeli energetsko izkaznico za ta objekt ali za to stavbo, bo lahko renta večja, hkrati pa, če bo to ta objekt oziroma to stanovanje šlo v prodajo, na vsak način bo lahko ta, ki prodaja, dosegel boljšo ceno. Danes vsi znamo lepo pogledati, ko gremo kupiti pralni stroj, ko gremo kupiti katerokoli birotehniko, znamo te razrede razbrati. Enako se mora zgoditi tudi za naše stavbe. Gostje okrogle mize pod naslovom Ali znamo graditi trajnostno in zakaj ne, so izrazili prepričanje, da je trajnostna gradnja trenutno v Sloveniji nujna zaradi razmer, v katerih živimo. Trg nas zato na tem področju dejansko spodbuja k razvoju in napredku. Ozaveščeni kupci zahtevajo optimalno povrnjenost naložbe, kar sili industrijo k iskanju novih trajnostnih rešitev, državo pa k uvedbi ustrezne regulative in nadzora. Jaz mislim, da so take konference potrebno, ker koliko smo v bistvu slišali stvari, da to ni več neka, bom rekel, način gradnje, ki bi bila kaj specialna, ampak to je nujno potrebno, bom rekel, za nadaljevanje, bom rekel, tako v smislu, bom rekel, uporabnosti objekta, kot tudi v bistvu same cenovne politike, ker energije je na svetu premalo, se pravi, in moramo biti zelo pazljivi, kaj počnemo. Tako da se mi zdi to pozitivno, bil je zelo velik odziv, veliko je bilo v bistvu dejansko z različnih strok, od projektantov do, bom rekel, investitorjev bodočih, da so poslušali, ker je tema sigurno, ki vsakega zanima, ki bo vlagal v gradnjo objekta. Kljub aktualni problematiki slovenskega gradbeništva se je konferenca zaključila v optimističnem tonu. Akteri so bili sklepčni, da mora slovensko trajnostno gradbeništvo v naslednjih letih poiskati rešitve, zlasti na področju prenov. Tukaj so seveda potrebni tudi primerna regulativa, nadzor in certifikati. Če začnem na koncu, vtisi so enkratni, zelo prijetno nas je presenetil ta velik odziv in zainteresiranost tako strokovne kot tudi nekoliko manj strokovne javnosti. Namen same konference je bil nekako spodbuditi razmišljanje o trajnostni gradnji, v prostor pripeljati tudi ta potencial, ki iz trajnostne gradnje razvija, kajti ta potencial naše gospodarstvo sedaj verjetno bolj kot kdajkoli prej rabi in tega je zelo veliko.